mama, sem bila presunjena nad tem, kako skrit mi je bil ta svet. Kako nevedna sem bila, kaj se z ženskami okrog mene dogaja, in kako malo podpore izražamo zgodnjemu materinstvu, in kako pravzaprav ne dajemo nobenega pomena temu obdobju življenja. Seveda, se vsi veselimo nosečnice, ji čestitamo, jo pospremimo v porod z dobrimi željami in upamo zanjo najboljše. Ji čestitamo po rojstvu otroka, ji pošljemo voščilnico, kupimo kakšno igračko, bližnji tudi prinesejo kakšno jed, pomagajo po svojih močeh. Ampak v veliki meri pa zanemarjamo doživljanja ženske v tem obdobju. Odkar pa se s tem pobliže seznanjam, odkar sem dula in odkar veliko berem ter se pogovarjam z ženskami okrog sebe, ki mi preko spletne strani vedno več pišejo, ne morem več ravnodušno iti mimo porodnišnice. Ne morem, tako kot nekoč, se peljati mimo kot še ene stavbe. Vem, da se v tej stavbi vsak dan rodi več otrok in da več mamic postane mama. Vedno se sprašujem, kdo danes, kdo rojeva, kako rojeva, ali ima koga ob sebi, kako z njo ravnajo, kako doživi prvo uro po porodu, ko prvič zre novorojenčko v oči, ali je to sploh dano in kako se počuti. Vsa ta vprašanja me precej bremenijo, ker se mi zdi, da se kot družba o tem sploh ne sprašujemo. In vedno bolj se mi dozdeva, kot da bi bili namerno nevedni, kot da bi si namerno zatiskali oči pred tem, da se odraslim ženskam, nekomu, ki danes velja za emancipirano, ki ima sicer lahko vse v življenju, v nekem tako ranljivem trenutku jemlje dostojanstvo. Zakaj govorim o izgubi dostojanstva? Zato, ker v naših porodnišnicah večinoma še vedno vlada tehnokratski model oporodne skrbi, kar pomeni, da je pacientka predmet zdravljenja. In vedno, kadar je človeška oseba predmet, objekt, nima svojega dostojanstva. To je postalo v medicinski stroki kmalu znano, zato se trudijo, da bi izboljšali svojo skrb za pacientke. In boljši, novi sistem se imenuje humanistični. To pomeni, da humaniziramo okolje porodnišnično, in sicer tako, da damo elemente, ki vzbujajo domačnost. Recimo, izboljšamo prostor z barvo ali damo lepšo posteljo, bolj udobno, ali da dovolimo določene segmente, dovolimo spremljevalca pri porodu. Tako dajemo občutek, da so se razmere izboljšale. Vendar to še vedno ni enakovreden odnos. Kajti polno odgovornost in enakovrednost ter možnost soodločanja za porod daje holistični pristop. Holistični model oporodne skrbi, ki se zavzema za celovitost. Ta postavlja človeka, žensko, v središče in ji omogoča, da prevzema odgovornost za svoj blagor in da aktivno sodeluje pri tem, kar se dogaja. V tem primeru so vsi, ki so soudeleženi pri porodu, pomagajo, da pride do rešitev, ki so prave zanje. Ji dajejo informacije, podporo
in možnost, da odloča. Zakaj je to tako pomembno? Če imamo kdaj možnost opazovati nosečnico, ki se pripravlja na prihod svojega novorojenčka, lahko kar ostrmimo o vsej skrbi in vsej razneženosti, ki jo izraža. Izbira lepe obleke, da njena postava čim lepše se izrazi. Oblikuje prostor, otroško sobo, kjer bo novorojenček spal. Se z možem veseli prihoda, budno spremlja potek nosečnosti, obrača liste v nosečniškem koledarju, si zapisuje nosečniški dnevnik, vestno hodi na preglede k ginekologu in hoče vse najboljše za svojega novorojenčka. Išče pot, kako bi se izrazila, kako bi živela svojo identiteto tudi v tem obdobju. V knjigi Rojstna mašinerija dr. Zalka Drglin lepo opisuje, kako je institucionalizacija poroda, ta vstop v porodnišnico, v ustanovo, nek novodobni ritual, kjer ženska s svojo identiteto, svojo polno odraslo ženskostjo postane le del sistema, le ena izmed mnogih, in to v nekem podrejenem, infantilnem in nemočnem položaju. V takih razmerah je nemogoče doživeti polno moč poroda in polno vstopiti v materinstvo. O tem je žalostno govoriti, žalosti pa me tudi dejstvo, kako hitro smo zadovoljne, če se izboljša le en segment poroda. Če imamo recimo prvo zelo slabo izkušnjo in nam drugič uspe omiliti ali pa odpraviti vsaj glavne travme, ki smo jih doživeli pri prvem porodu, smo povsem srečne. A do tega, da bi polno prevzele odgovornost za svoj blagor, zato da bi se odločno zavzele za svoje pravice, za svoje dostojanstvo, do tega, da bi si pustile izražati podporo, da bi resnično našle okolje in osebje, ki nas podpira v naši ženskosti, je še dolga pot. Kako dolgo bomo čakali?